tisto mi je bilo ful težko narediti preskok, ampak ena stvar, ki mi je ful pomagala, da sem začel, veš, od malega te učijo, služba equals je enako varnost. In dokler nisem tistega naredil tranzitiona, da podjetništvo se meni zdi, in zdaj dejansko to verjamem z srcem, da je bolj varno, kot biti zaposlen, ker imam vse škarje in kako se reče, ker imaš confidence, ker imaš samozavest. Tudi confidence. Ja. Ampak tudi, če to ni res, mi je pomagalo, do tega se boljše počutim. To ste vrednote. To je ena stvar, ki se zelo vesel, da sem rešil. Good. Ja, take stvari sem mislil direkt. Ja, jaz imam podobno kot ti, samo da nisem šel v podjetništvo, ampak sem šel v freelancing. Ne. Jaz sem imel službo, ki je bila 8-kratnik slovenske poprečne plače, pa remote sem delal. Ne. In enkrat sem šel, točno se spomnim, šel sem v rimske terme in sem bral neko knjigo, ki je čist nepovezana s temi stvarmi, ampak tako noti o temu Mein Kampfu govoril, ne. Pa nisem Mein Kampf bral, ampak tako o temu boju noter. Nekaj ti ni všeč, ni mi bila všeč ta služba, ampak toliko sem bil presesan na teh, pač 8 čukov, ne. Sem rekel, a si ti zdaj toliko neumen, ne, cel svoj life si niti predstavljal nisi, da boš na tej točki. Zdaj boš pa to vrgel v koš. In tudi, ker sem rekel frendu, jaz bom pustil ta job. On tako, a si ti sure? A veš, ker smo v nekih okvirih, ne, to smo se na sprehodu tudi pogovarjali, ti ne veš, kaj je iznad tega. Ne poznaš nobenega, nimaš izkušnje, koliko je lahko še boljš. In zato se vklepaš te varnosti, ne. Ja. In si v bistvu sužen in zapornik teh svojih vrednot, ki sploh niso tvoje. Ne? In ko sem to naredil, ta strah premagal, da sem pustil to, ne? Mislim, to je pa najboljši feeling, ko vidiš, da je lahko še bolj, Ja. lahko si še bolj srečen, lahko delaš, kar hočeš, kadar hočeš, kjer hočeš, lahko ustvarjaš, lahko ne, tako. Da opiši ta zadnji, ne vem, kako se ga spomniš, zadnji teden, preden si dal to odpoved. Ja, Takrat je glih tam- najtežje. Ja, glih tam sem bil. Aha, takoj. Glih tam sem bil, bral sem in sem rekel, moram to narediti. Čutim noter, da je moje mnenje se zdaj zablokovalo, da to moram narediti. Momentno. En del pa tako, še vedno ta strah, ampak sem že vedel, da sem že čez črto šel. Se pravi, nisi bil ti ki si buildil neko stvar na strani 1 leto, pa si rekel, to building do te mere, pa lepo v bistvu naredim nek move iz službe v neki drugega. Ampak si v bistvu rekel, stari, služba me okleščuje nekako. Ja, veš, kaj sem jaz naredil? Jaz sem v bistvu itak nisem mogel porabiti tega keša, ker nisem imel tazga lifestyla. Ja. A veš, ti nekaj časa rabiš lifestyle vzpostaviti, da lahko ti sploh toliko denarja porabiš. Ne? Tako da jaz sem full našparil si stvari in pa sem rekel, kaj je najhujša stvar, ki se mi lahko zgodi potem. Ker veliko ljudi se ne vpraša, kaj je najhujše, kar se lahko zgodi. A je sploh racionalno, da me je strah? In ko sem si jaz napisal, pazi moj worst case scenario. Pustim službo, grem na Bali in keša imam na Baliju za 6 mesecev, če ne dobim nobenega projekta. Ampak to sem rekel, da je skoraj nemogoče, ker sem skozi dobival tudi, bi lahko ne. Ker sem si jaz to napisal, ker sem jaz to dal na papir, Ko vidiš, ja. je strah popolnoma zginil. Ampak če si jaz tega ne bi naredil, ti je sam strah nečesa, ker sploh ne veš česa. Ne? To je ful To je ful pomembno, da se zanimivo. vprašaš, Worst kaj case scenario. Ja, pri meni je bilo isto. Sem tako vprašal, tudi če zdaj vse gre narobe, ne? Sem imel našparano, mislim, da za leto pa pol. To če gre vse narobe, leto pa pol ziher dobim lahko drugo službo. In je to pač še, a pa celo nazaj na to službo grem, kateri sem zdaj bil. Ne? Ja. In vidiš, ni tako hudo. Ne? To je ful zanimivo. Ko se pa vprašaš, kaj se riskiraš s tem, ko tega ne probaš, tisto vprašanje pa mene prizadelo. Sem vprašal, vse, kar sem sanjal kot mali, da bom lahko dosegel, doživel, ne? Ena odločitev, če ne naredim, sploh nimaš temeljnih šans, da to dosežeš. Ko se vprašaš, kaj se riskiraš s tem, ko te ne narediš, takrat mislim, da dobiš še tisto dodaten zagon. Ne?